tako kot, mislim, meni je to res zaskrbljujoče, saj sem že dostikrat tudi javno izpostavil ta res nenavaden podatek, da 10% nas pogleduje na telefone med spolnimi odnosi odraslih in 20% tistih med 18 in 34 letom. Torej, res nismo prisotni v nekem dejanju, ki je res pomembno. Pa ne zgolj zaradi reprodukcije, pa tudi ne zgolj zaradi rekreacije, ampak zaradi vzpostavljanja stikov z nekom, ki ga imaš rad. In takrat nismo prisotni. Ves čas nam pozornost bega nekam drugam. In živimo, tega se moramo zavedati, za začetek, v času ekonomije pozornosti. Kdor dobi našo pozornost, dobi naše podatke in dobi nas, naš bit, naše bistvo, gre pa nekam drugam. In za našo pozornost pa tekmujejo tako naprave, razne pametne naprave, ki jih imamo doma, od pametnih telefonov, pametnih hladilnikov, pametnih pralnih strojev, pomivalnih strojev. Meni zdaj tudi imamo nek bolj pameten pomivalni stroj in mi pošlje potisno sporočilo, ko je opral. Mislim, če je res pameten, naj zloži, naj bo tiho, zloži posodo, naj mi da mir. Res potrebujemo mir, odklop, da se posvetimo bistvenemu. Zato, kar priporočam, da sva šla sicer bolj v te romantične teme in ljubezenske teme, ampak tudi med branjem se moramo nujno odklopiti, da lahko poglobljeno beremo. Zato, ker če se ne padeš noter. Saj ne vem, če to tudi vi opažate, ampak jaz vse težje berem. Pa sem velik ljubitelj branja, res rad berem, tudi napisal sem par knjig, pa imam vse več težav z zbranostjo, da bi bral. In to je pomemben čas. Napišite si v beležnico tudi čas, ko se družite s knjigo. Ker branje je, mislim, da najpomembnejša človekova vrlina. Ljudje, ki več berejo, ne samo, da so bolj izobraženi, ampak znajo misliti s svojo glavo in so tudi bolj sočutni ljudje. Zato, ker ko berete roman, takrat padete dejansko v neko tujo zgodbo, v tuje življenje. Si znate lažje predstavljati drugega človeka. Tudi za odvetnike verjamem, da To pomembno. potrebujete ta znanja, da razumeš nekoga, da razumeš zgodbo nekega drugega človeka. Tako da te vrline ne smemo dati. Res. Meni je to, kar govorite, zelo blizu. Jaz sem tudi človek seznamov in to analognih seznamov. Se pa zadnje čase sprašujem, da ta past produktivnosti me je pa tudi začela počasi loviti. Torej, kako bom jaz vedela, da čez 5 dni, ko imam tako kot vsak večer na svojemu seznamu branje od 9 do pol 11 zvečer, ne bom tako zelo utrujena, da bi se rajši zleknila in zaspala. Ja, pa veste, to se meni isto dogaja. Ne si dati od 9 do pol 11 zvečer. Dajte si od 9 do pol 11 zjutraj. Se vem, da morate biti v službi. Mogoče lahko kasneje pridete v službo. Si predstavljam. Branje je res pomembno. Kaj pa druge stvari? Mislim, in tisti najuspešnejši ljudje, mislim, da tudi Warren Buffett, če biramo uspešnost po količini Prebranih knjig. bogastva, ampak se to, mislim, da ne bi smelo biti edino merilo uspešnosti, ampak vem, da Warren Buffett ima zelo poredko napisan svoj dnevni seznam in si pušča v njem veliko prostora. Zakaj? Ne samo za branje, mogoče si tudi to zapiše, ampak zato, ker potrebujemo tudi čas, da razmislimo o tem, kaj smo prebrali, da predelamo dan, recimo, ko se nam dogaja preveč. Mislim, če ves čas bezljaš, se nimaš časa niti predelati tega, kar se ti dogaja. Tako da mogoče bo za obljuba za naslednje leto, ker je še nimam napisane, in niti izbrane, nekaj v zvezi s tem, da je treba manj bezlati, več brati. Biti bolj zbran. V zvezi s tem, zdaj sva v bistvu že nekajkrat se tega dotaknila, ampak na različnih področjih bezljanje, ni nam dolg čas, nimamo možnosti, da razmišljamo o tem, kaj smo prebrali, kaj se nam je zgodilo, konec koncev, kakšne občutke smo doživljali. Kako to vse skupaj vpliva na otroke? Oziroma, kako v takšnem svetu vzgajati otroke, ki se bodo razvili v neke odgovorne, kvalitetne, srečne, odrasle ljudi? Mislim, sam sem starš 3 otrok, tako da lahko nekaj iz lastne prakse povem.
stari so ta hip po zadnjem štetju 18, 14 in 12 let, ker se to ves čas spreminja, ne, v tem je problem. Vsak dan. Vsak dan so malce starejši in ko pogledaš nazaj retrospektivno, ti je vedno žal za tiste trenutke, ki jih nisi preživel s svojim otrokom, ko si nisi vzel čas za njega. In res je, otroci odraščajo v navidezno zelo varnem svetu, ki pa zna se spreobrniti v čisto nasprotje. Zelo veliko so pred zasloni, tako kot mi, in smo jim slab zgled dejansko. In to, da je otrok pred zaslonom v svoji sobi, to ni varno. Varno okolje za otroka je v družbi vrstnikov in da je nekje zunaj, da odkriva svet, da si upa prestopiti mejo. Najslabše, kar naredimo za njegovo varnost, je, da ga imamo doma v sobi pred zaslonom. Prvič zato, ker prihaja do njega vsebine, ki so res neprimerne pogosto za tako starost, in pa drugič zaradi tega, ker se more podati v ta navidezno nevarni svet, prestopiti prag, si širiti meje, iti malce dlje. Ja, zakaj? Da odraste v samostojnega, odgovornega, zaupanja vrednega človeka. In jaz mislim, da moramo spet bolj zaupati svojim otrokom, da znajo priti do šole, recimo. Naši imajo to srečo, da je šola 10 metrov stran, tako da vem, da znajo priti do šole, ampak tudi tja jih ne pustimo dejansko, tudi zaradi pravilnikov, ki obstajajo, o tem, da je treba otroka do neke starosti spremljati v šolo, potem mu damo pa napravo, s katero ga spremljamo, torej pametni telefon. In jaz mislim, da jim moramo dati svojim potomcem več zaupanja in jim zaupati. Zato, ker jaz mislim, da je prav zaupanje izhodišče družbe, izhodišče sodelovanja. Brez zaupanja tega ni. In to je zanimiv paradoks sodelovanja, če temelji na zaupanju. Zaupati moramo ljudem brezpogojno, kar je verjetno zanimivo tudi z vidika odvetnice, ampak večina ljudi je vrednih zaupanja. Večina ljudi se ne laže in večina ljudi je dobrih na tem svetu. To je res nenavaden paradoks. Če pa gledamo na svet pretežno čez zaslone, je pa videti, kot da je vse narobe. Kot da so vsi hudobni, vsi kriminalci. Če zdajle pogledava katerikoli novičarski portal, boste videli, da so tam slabe novice na vrhu. Vojna, kriminal, škandali, vse je slabo. Videti je, kot da svet razpada. Dejansko smo ljudje dobri. In jaz mislim, da se moramo, in zaupanja vredni, in jaz mislim, da se moramo tega pogosteje zavedati. Kako dobri smo, drug do drugega. Koliko neznanec vam pomaga, saj sami veste. Definitivno. Tudi jaz svoje otroke učim. Čisto kakršnekoli stiski do prvega odraslega človeka prideti in povedati, da rabiš to in to in to. Ker je po statistikah ta človek skoraj zagotovo zaupanja vreden in vam bo pomagal. In jaz si želim, upam, da me ne bojo zdaj lovili s CSD-ja zaradi tega, ampak želim si več mladoletnih otrok na cestah, pa ne na sredi ceste, na sredi avtoceste, ampak na ulicah, da hodijo okrog, da raziskujejo svojo okolico, da grejo, ne vem, v kino sami. Saj sem tudi šel, ko sem bil 10 let star, sem šel gledati, se spomnim, ameriškega ninjo. Michael Dudikoff je igral, je bil glavni igralec, oziroma Jaz tudi. junak. A ste gledali ameriškega ninjo? Ne, jaz sem pa Titanik šla gledat. Koliko ste bili stari? Jaz mislim, sem računala, da okrog 12 ali pa 13 let. In No, sem pa danes bi bilo to že čudno, ne? Ja. Da 12-letnik tava po mestu. Jaz sem bil takrat star 10 let v Celju, tam sredi 80-ih let. Zdaj si predstavljate 10-letnika, ki gre iz enega konca Celja v drug konec Celja in gre sam v kino, kupi karto, nihče me ni nič vprašal. Normalno je bilo, da si šel gledati tak film. Takrat niso niti se spraševali, je primeren za otroke. Sej, mislim, da za 10-letnika je bil. Tako, film tipa Mission Impossible, recimo, zakaj pa ne. In ne samo to. Zmanjkalo je kart na prvi projekciji in sem šel peš domov, približno 3 kilometre, in potem še enkrat peš v mesto. In
potem spet peš domov, tako da je bil to celodnevni projekt in sem bil neizmerno zadovoljen na koncu. Sam sem to naredil. Prav res spomnim se tega in, meni je bilo to pomembno, meni se je zdelo to delo odraščanja. Še bolje je bilo pa seveda, ko smo šli s prijatelji v kino. Večinoma smo šli skupaj z drugimi.